Nekega dne sem sedela na robu vesolja in bilo mi je dolgčas. Obiskala sem že premnogo svetov, raziskala že premnogo dimenzij. Borila sem se s hudiči, demoni in premagala sem celo črno luknjo negativne energije. In začela sem se spraševati, kaj je zdaj naslednje, kaj je tisti naslednji korak, kaj je tisto nekaj več. Kako lahko vse to znanje, ki sem ga leta in leta pridobivala na energijskih nivojih, uporabim za nekaj novega, drugačnega, svežega? In takrat pridejo na vrsto parlamentarne volitve 2026. Dobila sem briljantno idejo. Kaj pa, če bi jaz začela raziskovati energijske svetove vseh teh naših pomembnejših politikov? Ideja se mi je zdela zelo zanimiva, zato sem takoj šla v akcijo. Mislila sem, da bo to pač nekaj zabavnega, igrivega, da bomo malček pofirpcali, malček kaj ugotovili, malček kaj uredili, in ko bodo volitve mimo, bomo enostavno našli nek nov projekt. Ampak energije teh naših politikov so me potegnile globlje v energijske svetove, kot sem sprva pričakovala. Ko sem še ta drugič premagala črno luknjo negativne energije, me je Janez Janša povabil na kavo. Bil je navdušen nad mojim delom, nad mojim doprinosom, nad mojimi rešitvami in dal mi je darilo. Na mizo je postavil šop papirjev in mi rekel: sem ti zrihtal načrte od Stevanovičeve trdnjave. Zdaj jaz kot jaz, logično, ne, pač. Jaz moram malček po svoje narediti stvari. In takrat sem mu rekla: hvala, ampak veš, ne vem, če bom to potrebovala. Namreč, jaz sem že bila v Zoranovi trdnjavi. A ja, kdaj pa? Me je vprašal. Pa bila sem v bistvu takrat, ko sem prvič šla v njegov svet, sem se trudila priti v to njegovo trdnjavo, ampak mi ni in ni uspelo. In pol mi ni dalo mira, kako priti v to njegovo trdnjavo. Zato sem čez par dni probala spet. Poskušala sem na vse mogoče načine in potem mi je po naključju tudi uspelo. Ampak veš, Zoran me ni vrgel ven. Ravno obratno, razkazal mi je notranjost svoje trdnjave. In kaj si našla notri? To pa ne smem povedati. To pa je skrivnost. Pridem domov in nekega dne opazim, da je Zoran po naključju izvedel, da sem jaz dobila načrte od njegove trdnjave. In to ga je razkurilo. Bil je izjemno jezen. Vdrl je v mojo pisarno, tako da so vrata kar poletela. Prišel je do moje mize in mi gor položil tak šop papirjev. Pogledal me je ostro v oči in mi rekel: če boš razgalila mojo trdnjavo, zahtevam, da je naslednji Janez Janša. In tukaj sem ti prinesel vse načrte, vse tlorise, vse analize, celo PIN gesla, kode in ključe, ki jih potrebuješ, da raziščeš vsak kvadratni centimeter njegove trdnjave. Jezno je zapustil mojo trdnjavo in šel. Zdaj, ko sem jaz gledala ta šop papirjev, mislim, come on. Pa kdo bo vse to bral, pa a si ti nor. Pač Janez Janša mi je dal tistih 20 listov v eni skripti, pač to je že kul, ne. Če prideš do kakšnega problema, prelistaš po teh papirjih, vidiš, če je ta problem, ki je opisan, in stvar je rešena. Ampak tle, pri teh tisočih papirjih, pa to je treba najprej si vzeti 1 leto časa, da naštudiraš vse skupaj, da sploh vidiš, kaj je tle notri zapisano, in šele potem greš lahko karkoli raziskovati. Hkrati pa mi ni bilo všeč, da mi je on narekoval, koga zdaj naslednjega, oziroma da je za naslednika izbral spet Janeza Janšo. In konstantno se vrtimo v tem krogu. Zoran Stevanovič, Janez Janša, pol vmes nekdo drug, ampak pol spet Zoran Stevanovič, Janez Janša in konstantno okrog teh dveh. Jaz pa sem si želela malček več raznolikosti. Jaz bi rada raziskovala tudi kakšne druge politike. In zato sem šla do Janeza Janše in mu pač to povedala.
In sem se usedla v njegov avto, pa mu rečem, veš, Janša, Zoran mi je prinesel načrte od tvoje trdnjave, ampak prinesel mi je vse, tlorise, analize, študije, celo gesla, PIN kode in ključe. Janez me je tako pogledal vprašljivo in me vprašal, od katere trdnjave pa. Ta odgovor me je navdušil, ampak nisem mu tega pokazala. Vzela sem naslovnico te prve skripte in mu pokazala. Pokazala, za katero trdnjavo naj bi to šlo. No, želim ti uspešno raziskovanje, pa upam, da boš našla kaj zanimivega. Jaz doma razmišljam, študiram. Dobro, mislim, njegov odgovor mi je bil zares vznemirljiv, kot prvič. Vprašal me je, za katero trdnjavo naj bi to šlo, kar pomeni, da ima on ogromno trdnjav, in če ima ogromno trdnjav, ima ogromno različnih svetov, ki jih je možno raziskovati. To je itak navdihujoče. In druga stvar, ki mi je bila zelo všeč, je bilo to, ko je rekel, uspešno raziskovanje in upam, da boš v njej našla kaj zanimivega, kar nakazuje na to, da v tej trdnjavi verjetno ni nič kaj posebej vrednega, kar pomeni, da obstaja nekje neka druga trdnjava, kjer se skriva nekaj veliko, veliko lepšega. In jaz, kot nekdo, ki rada raziskujem, sem se tega zelo veselila. Ampak zdaj je bila na vrsti Zoranova trdnjava in začela sem se pripravljati na ta projekt. Spomnila sem se vseh obiskov, ki sem jih imela z Zoranom, in poskušala ugotoviti, kako naj pristopim, kajti tokrat je Zoran povabil mene. Zoran me je osebno povabil na energijskem nivoju, da pridem v njegovo trdnjavo in si jo tudi ogledam. Zdaj, ugotovila sem že, da on zahteva energijsko čiščenje pred vstopom v njegovo trdnjavo, zato sem si rekla in napisala na list, da bo najprej potrebno opraviti temeljito energijsko čiščenje, če je treba celo 3-krat, da bom res žareča, bleščeča, dišeča. In pol sem začutila, da morda bi mu lahko prinesla še kakšno darilo. In ko sem brskala po energijah, da bi razbrala, kakšno darilo bi Zorana navdušilo, sem nekako dobila občutek, da bo on navdušen nad darilom, ki je zelo veliko in ima tudi zelo visoko vrednost. In ko sem potem razmišljala, kaj bi to darilo lahko bilo, me je nekako spreletela vizija nekakšne zlate krone. Torej, velika krona, narejena iz čistega zlata. Ampak to je tako velika krona, da je ne nosiš na glavi. Pač pa ta krona je bolj kot nekakšen kipec, ki ga postaviš na primer v sredino dnevne sobe. Ali pa kipec, ki ga postaviš v vhodno halo svoje trdnjave. Ko sem preverila energije, ali bo Zoranu tako darilo všeč, sem videla, da je bil nad darilom navdušen, zato sem vedela, da bo to prava odločitev. Ampak jaz ne bi bila jaz, če ne bi naredila malo kaj po svoje. In dobim idejo, da bi lahko naročila tako velikost krone, da bo toliko velika, da bo par milimetrov večja od širine njegovih vrat. In na tak način bi v bistvu Zoran moral ali uničiti delček svoje trdnjave, da krono spravi notri, ali pa bi moral uničiti malček krone, da bi lahko krono spravil čez vhod. To se mi je zdela zelo zanimiva rešitev. Ampak problem je bil, ker res nisem vedela, koliko so dejansko široka ta njegova vrata. In tukaj sem se spomnila na načrte, ki mi jih je dal Janez Janša. Vzemem skripto Zoranovih načrtov in ko sem tako prelistala, sem opazila, da so vsi papirji popolnoma prazni. Načrti so bili samo na prvih 2 straneh in to še tisti načrti, ki sem jih jaz že dobro poznala, kajti te dele trdnjave sem namreč že obiskala. To me je ful razjezilo. In bila sem tudi užaljena.
Nekako sem imela občutek, da me ima Janez Janša za norca, da me izigrava, da mi ponuja neka darila brez vsebine. In seveda sem se odločila, da ga bom s tem tudi soočila. Takoj sem šla do njega in mu rekla: Janez, kaj si mi to dal? Rekel si, da mi boš dal načrte, na koncu so pa tukaj vsi papirji prazni, ni nikjer nobenih načrtov. On se je skoraj malček užaljeno obrnil proti meni in mi rekel: Saj si rekla, da jih ne rabiš, pa se znajdi sama. In je šel. Obrnil mi je hrbet in šel. In hodil on naprej. In ok, takrat sem jaz dojela dobro, ajde, on se je malo užalil, ker sem jaz neki pač malček rekla, da ne rabim tega darila, ok, vse mi je jasno. Janez, oprosti, ne, nisem mislila resno, jaz sem se samo hecala, res, Janez, oprosti, dej, prosim, prosim, bi mi dal te načrte, please, res jih nujno rabim, zdaj kmalu gremo v trdnjavo, moram biti pripravljena, lahko so kakšne nevarnosti, res potrebujem te načrte. Ampak on je odhajal in odhajal, sploh se ni zmenil zame, niti ni pogledal nazaj, niti ni skomignil z rameni, samo odhajal in odhajal. Vedela sem, da moram steči za njim, ampak ko sem želela to narediti, sem začutila, da če naredim korak naprej v to meglo, bom takoj izgubila vso energijo. In tle sem bila malček žalostna, zato ker na nek način sem dojela, da sem si sama kriva, da nimam več teh načrtov. Pol pa sem pomislila, pa dobro, mogoče pa je prav tako. Mogoče pa je prav tako, da se stvari odvile v smer, ko jaz ostanem brez načrtov in tako vstopim v Zoranovo trdnjavo na način, ki je čim bolj neobremenjen oziroma z nekim raziskovalnim duhom, z nekim duhom nepredvidljivosti. In ko sem sprejela, da morda pa res to energije zahtevajo od mene, torej da grem v trdnjavo brez načrtov, sem se počutila pomirjeno. In ker sem čutila zdaj ta mir ob tem, da bom zmogla ta izziv opraviti tudi brez načrtov, sem dobila vseeno nekaj motivacije, da poskusim steči za Janezom in ga poskusim prepričati, da mi vrne načrte. Kaj ti? Če bi to naredila, ne bi nič izgubila. Če bi rekel ne, bi še vedno bila na isti točki, brez načrtov, kar sem ugotovila, da morda je to prava pot. Če pa mi uspe, pa dobim načrte, kar lahko pomeni, da bom svoj izziv opravila še toliko bolje. Zberem jaz energijo, ustvarim si močen fokus, dvignem se na noge in začnem teči za Janezom v to gosto, gosto meglo. In bolj kot sem tekla, bolj je bila gosta, bolj kot sem tekla, več energije sem izgubljala. In bila sem že skoraj brez moči, ko kar naenkrat nekako zaplavam v tej megli in pol pa kar naenkrat pristanem v enem svetu, v eni pokrajini. Janez Janša je hodil naprej pred mano, kazal mi je hrbet. In v tistem trenutku, ko sem jaz prišla, me je zaznal. Obrnil se je in mi rekel: O, pa si le prišla za mano v moj svet. Janez, lej, res prosim, pa oprosti, lej, res, jaz sem se hotela malček poveličevati, priznam, jaz sem hotela izpasti malček frajerka, to je bil res en čisti sam hec, jaz sem rekla, da ne rabim načrtov samo zato, da bi ti na nek način dala vedeti, da jaz moram tudi sama, ampak glej, jaz sem ful hvaležna bila za te načrte, resnično, in ful jih rabim, res, prosim, daj mi vrniti načrte, please, prosim te. Bil je videti nekako potrt, pa tak, brez neke energije, brez nekega entuziazma. Pa pogleda tako proti nebu in reče: Prav, vrnil ti bom načrte, ampak samo pod enim pogojem. Povej, bomo zrihtali, kaj? Peljal te bom k eni trdnjavi. To je trdnjava, ki mi pomeni največ na svetu. To je trdnjava, ki skriva v sebi nekaj božanskega. Ampak ta trdnjava ima problem. Že dolga leta nazaj so jo ukradle
temne sile. Ne moreš se ji približati, ne moreš vstopiti, ne moreš jo uporabljati. Če mi uspeš pomagati rešiti to trdnjavo, ti bom vrnil načrte, pa ne samo to, dal ti bom še nekaj veliko večjega. Kul, kul, jaz sem za, gremo pogledat v trdnjavo, da vidimo, kaj na stvari, da vidimo, ali bomo rešili, seveda, Janez, z veseljem ti jaz pomagam, gremo, ne, ker glej, in mi dva začneva hoditi proti tej trdnjavi, on je bil še vedno bolj tako, ne, je bil vetrsko. Glej, ker jaz verjamem, da mi dva lahko to rešiva, oziroma pač, lej, bom se potrudila, zdaj, če rata, rata, če ne rata, ne rata. Jaz bom naredila vse, ker glej, jaz sem se res hecala. In naenkrat pridemo pred to trdnjavo. Ko se meni odpre pogled na ta prizor, tišina je rezala ušesa. Prevladoval je prav nek tak srhljiv, globok zvok tišine. Občutek je bil srhljiv. Ta trdnjava je bila mogočna. In zdaj ti bom narisala sceno, da si to lažje predstavljaš. Predstavljaj si pokrajino, ok? Na desni strani teče ena taka manjša reka, na levi strani pa je en tak visok klif, živa skala. In v tej živi skali je bil vgrajen ta dvorec oziroma ta trdnjava, ampak to je bilo veličastno oziroma velikansko. In ta trdnjava je bila višja od samega hriba. To je bilo ogromno. Ampak ta trdnjava ni bila narejena iz opek ali pa kamnov. Ta trdnjava je bila ujeta v ognjenih zubljih temne lave. Česa takega jaz še nisem nikoli videla. Bilo je tako, predstavljaj si ogenj in plamene, ampak te plameni niso prozorni, ampak so masivni iz črne lave, ki tako plapola v zraku in objema to trdnjavo v te temne sile. Ampak potem so iz teh lavinih plamenov letele iskre, kosi lav, ki so prihajali dol pred dvorišče te trdnjave. Bilo je brez besed. In ko sem tako pogledala Janšo, sem ga videla tako, da gleda. Ni bil žalosten. Ja, čutilo se je žalost v njegovem srcu, ampak tista žalost, ki je že toliko časa prisotna, da niti več ne boli, ampak samo čutiš, da je tam. V njegovih očeh ni bilo niti žarka upanja, zgolj neko tako veliko razočaranje in tisti občutek, kot da ti je bilo nekoč nekaj močnega odvzetega. In ni več poti, da bi to prišlo nazaj v tvoj svet. Zdaj, ob tem, kako se je on počutil, ko je gledal to trdnjavo, sem tudi jaz ratala malček žalostna, ker dobro vem, kaj se skriva v takih trdnjavah. Dobro vem, kaj take trdnjave prinesejo v notranji svet, v fizični svet. In to, da je imel on onemogočen dostop v to trdnjavo, da je bila ta trdnjava ukradena od temnih sil in to takih sil, ki se zdijo nepremagljive, me je spreletela tista žalost in sočutje. Ampak fora je, da kadar se ti nekdo smili, mu v resnici ne moreš pomagati. Zato nisem dovolila, da bi me te občutki preveč prevzeli. Takoj sem šla v akcijo. V mislih sem odvrtela vse možne prizore, ko sem se kadarkoli borila s kakšnimi temnimi silami, demoni, hudiči, črnimi luknjami negativne energije, monsterji,
vse, kar, ko sem neke temne vrtince odstranjevala, ko sem neke temne kanale čistila, vse, kar sem se spomnila, vse tehnike sem prevrtela v mislih, da bi našla tisto pravo, tisto, s katero bi lahko rešili dvorec pred ujetostjo teh lavinih plamen. Ampak vsako tehniko, ki sem prevrtela v mislih, nobena ni bila prava. Nobena mi ni dala tistega občutka, to je to. Karkoli sem pomislila, da bi lahko naredila, sem začutila, da bi izgubila ogromno energije. In zdaj, ko jaz pridem v tako situacijo, da res ne vem, kaj več narediti, da res nimam nikakršne več ideje, takrat vedno pokličem mojega vodnika Vladimirja. Vodnik Vladimir je vodnik, s katerim sodelujem že 4 leta, in on je vodnik, ki me je naučil se boriti z vsemi temi temnimi silami. On je v bistvu vodnik, ki se spozna na temne in demonske sile. Takoj vzamem telefon, ga pokličem in mu rečem: Vladimir, lej, poslušaj, jaz sem tle pri trdnjavi od Janeza Janše in ta trdnjava je ukradena od temnih sil, ujeta je v zubljih lave. A bi lahko prišel to sem pomagati rešiti, please, ker jaz nimam pojma, kako naj se tega sploh lotim. In on mi je rekel: Teja, ne skrbi, boš že znala sama. In mi je prekinil. Ko mi on to naredi, jaz sem vedno ful jezna. Zato, ker on ima vedno take fore. Teja, rešitev imaš pred nosom. Teja, se boš znala sama. Teja, to že znaš. Teja, razmisli, kaj bi lahko naredila. On mi nikoli ne da, oziroma zelo redko mi on da jasen odgovor. Ampak okej, hkrati pa vem, da kadar mi on to reče, toliko ga že poznam, kadar mi to reče, takrat vem, da dejansko zmorem sama. Zato nisem dovolila, da bi me obup prevzel. Ostala sem močna in gledala sem naprej te lavine zublje, kako so plameneli nad to trdnjavo in jo v bistvu dobesedno požirali vase. In jaz to gledam in gledam, pa rečem Janezu: kaj bi lahko je šla malček bliže, da si to malo bolj od blizu pogledam. V tistem trenutku mi je on pogledal tako, kot v smislu: a si ti v redu? A si ti v redu? Kam bliže za Boga bo šla? Poglej to vse leti, frči, to gori, to je vročina, to je sevanje, to je bog ti vedi kaj. Kam bo šla bolj blizu kot tako? Zdaj tega ni rekel, ampak dal pa mi je potem, oziroma rekel je pač tako: Pejdi, če misliš, pejdi. Dal mi je nek občutek: glej, pejdi, ampak na lastno odgovornost. Jaz ne bom odgovarjal tle nič. Sama vidiš, kakšna je situacija, kam bo šla. Ker mi je dal dovoljenje, sem pač ubrala korake naprej proti tej trdnjavi. Bili smo tako oddaljeni, dajmo reči 100 metrov, 150, 200. In jaz hodim bliže in bliže. In tako, ko sem bila že dosti blizu, ko sem bila nekje na pol poti, gledam jaz to lavo in to mi je bilo tako čudno, tako kot bi bile neke črne rjuhe, ne kot da bi bila to neka strašanska lava. Ampak okej, ne. Nič, nisem se ozirala na to, gledala sem naprej, oziroma gledala sem pod noge, tuhtala v možnih rešitvah, ko pridem jaz do belih stopnic. Te bele stopnice so šle tako nagor v obliki črke L in so vodile do pročelja te trdnjave. Ampak stopnice niso bile ukradene, stopnice so bile popolnoma bele. Stopim jaz na te stopnice, prihajam bliže in bliže tej trdnjavi in čudno mi je, da ne čutim ničesar, da ne čutim nekega magnetizma, gravitacije, kakšnega sevanja, da ne izgubljam energije, ko prihajam blizu. Včasih se mi je tudi to zgodilo, da bolj kot sem se približevala neki temni energiji, bolj sem izgubljala na svoji moči. Enostavno nič, to mi je bilo zanimivo. Zato grem gor do vrha, pridem do pročelja te stavbe in tako, ko pobliže pogledam to črnino, se je zdelo, kot da bi bil to tisti napihljivi dvorec, ki ga imajo otroci na svojih rojstnodnevnih zabavah.
samo da je bil črne barve. In na kar jaz zagledam na tleh, tam pri vratih, neko tako vrvico, in na vrvici je bil tak rdeča rinka. In čisto instinktivno nekako sem začutila, zagrabila to rinko in potegnila. In naenkrat, v trenutku se vse pospravi, kar naenkrat te črnine ni več. Pred mano stoji mogočen dvorec. Ampak kar naenkrat se ta dvorec začel restavrirati, adaptirati, nadgrajevati. In videla sem tako, vse se sestavlja, vse se na novo gradi, kipci so večji, ornamenti so večji, pozlačeni, okna večja, z več detajli. Opeke še bolj bele, žareče, dodajali so se novi stolpci, vse se je širilo, večalo, gradilo. In takrat je tudi Janez Janša pritekel gor k meni in skupaj so opazovala to čudežno transformacijo. In naenkrat se tudi tla začnejo spreminjati, po tleh se nastaja beli marmor in pride do najinih nog, ko se vse skupaj naenkrat ustavi. In takrat je rekel Janez, pridi, morava dol iz stopnic. In res, midva stečeva dol na travnik. In ko sva prišla na travo in se ozreva nazaj na to trdnjavo, se začnejo tudi stopnice večati, širše so bile, večje so bile, ograje bolj masivne, iz kamna, iz marmorja, vse tako bleščalo v belih in zlatih odtenkih. Oba sva bila popolnoma osupla. Dobro, jaz malo manj. Jaz sem vedela, da nekaj bom že rešila, ne. Se hecam. Se hecam, Janez, ne, res ne, jaz nisem vedela, da bom to uspela rešiti. Ok, in mu rečem, kaj, Janez, a greš še notri pogledat? In on, ja, pojdiva. In res greva gor po teh novih širokih stopnicah, vstopiva v to trdnjavo oziroma v ta dvorec in pogleda notranjost. Bilo je prav čudovito. In začela sem raziskovati ta dvorec, v njem pa odkrila nekaj čudovitega. In takrat mi je Janez rekel, tole bova pa zdaj uporabila. Kaj, če bi naredila serijo posnetkov, ki jo boš poimenovala Ukradeno kraljestvo? V spomin na ta trenutek. In meni se je ta ideja zdela ful dobra, ampak pol sem rekla, ma čakaj, zakaj bi poimenovali to Ukradeno kraljestvo? Zdaj ni več ukradeno, zdaj je prebujeno. Deva poimenovati to Prebujeno kraljestvo. To bo dober predlog, ja, je rekel. In tako začenjamo zdaj novo serijo. V naslednji epizodi pa že obiščemo energijski svet Zorana Stevanoviča, kajti povabil me je v svojo trdnjavo. In Janez Janša, če slučajno po nekem naključju gledaš ta posnetek, imam zate en mali izziv. Ti rad na koncu zgodbe dodaš še nekaj po svoje, zato ti dam izziv, da lahko tukaj dodaš še nekaj po svoje in poveš, kaj misliš, da sva odkrila v tem prebujenem kraljestvu. Stavim, da ne boš uganil. Čau!